Za nogometaši Maribora so 4 dnevi priprav na novo sezono. Priprav, ki so jih zaenkrat oddelali na igriščih v Ljudskem vrtu in v Rogozi in v katerih so zaenkrat na treningih uigravali tako taktične zamisli trenerja Milaniča, kot tudi delali na fizični moči. Zaenkrat večjih težav s poškodovanimi ni, nekaj težav ima le novinec Tomislav Pavličič, ki je zaradi želodčnih težav izpustil enega izmed treningov, na drugem pa je oddelal samo del vaj. Počasi pa se vijoličasti pripravljajo tudi že na prvo prijateljsko preizkušnjo, ki bo to soboto v Zavrču. Trener Darko Milanič. Darko, kaj je najpomembneje v tej fazi priprav? Vidimo, da delate tako na fizični moči kot tudi z žogo. Tako je, poleti kombiniramo. To pomeni, smo od samega začetka že začeli z vzdržljivostjo, močjo in pa tudi jasno z taktiko in pa z igralnimi oblikami, tako da je vsak trening, tako rekoč vsak trening zavzema vse. Da bomo v teh 5 tednih, kar ni dosti, uspeli se uskladiti. Tekaško, kako so pripravljeni, kdo odstopa pozitivno, negativno? Tako je, mislim, da smo v tem zadnjem času naredili korak naprej. To se vidi na začetku priprav, v primerjavi z prejšnjimi je to bolje. Je pa res, da je poleti vse skupaj lažje, ko pač po zimi moteče mraz, sneg, poleti je lažje, tako da lažje prenašajo kljub vročini vse te napore. Moram pa reči, da so tudi fantje, kateri so prišli zdaj v sredino, so dobro pripravljeni, tako da ne bojo imeli večjih težav. Kako je s taktičnimi postavitvami? Dejali ste, da to tudi že vadite, bodo kakšne nove taktične formacije uigrane? Tako je, glede na tip igralcev, kateri so na razpolago, bomo najverjetneje imeli to osnovno postavitev 4-4-2 v rombu, kot smo imeli tudi v lanskih 2 sezonah. To fantje dobro delajo, jasno pa je, da se bo potrebno tudi kdaj prilagoditi, da bomo postavljeni tudi kako drugače. Razmišljamo pa tudi jasno, da bi v določenih fazah igre, mogoče pri standardnih situacijah, bili postavljeni kako drugače. Imamo, kot sem rekel, 5 tednov časa, da to vse skupaj uskladimo, tako da že od samega začetka je tudi to zdravo. Še zadnje vprašanje, pred vami je že prvi test. Kaj pričakujete od te tekme v Zavrču oziroma kaj želite videti na njej? Tako je to, kar delamo na treningih, želim jasno videti potem tudi na tekmi. Zdaj bo potrebno veliko želje vnesti v te prve tekme, kajti jasno je, da se po odmoru potem kar naenkrat ta napor akumulira in so noge težje, vendar ne glede na to si želimo čim prej igrati dobro, čim prej si želimo dobiti neko fizionomijo, katera nas bo potem krasila skozi sezono. Med tistimi, ki je izkusil težke treninge trenerja Darka Milaniča, je tudi eden izmed 4 novincev, Aleksander Rajčević, ki je prišel iz Kopra. Kot prvak se je pridružil moštvu vijoličastih in kot sam pravi, pričakuje, da si bo izboril mesto v prvi 11-terici, da pa zaradi tega, ker je prvak ali ker ga je na reprezentančni seznam uvrstil tudi selektor Kek, ne pričakuje posebnega statusa. Aleksander, kako sprejemaš, prenašaš te prve napore, kakšni so vtisi po nekaj dnevih treninga? Kar naporno, ne. Začeli smo kar na polno, te treningi so dokaj težki, ampak mislim, da se bo dalo zdržati, ne. Navajen sem tudi od prej, ne, trdo delati, tako da mi ni neki večji problem, samo utrujenost pa je že prisotna, ne. Torej bi sebe okarakteriziral, glede na to, da te naši bralci še ne poznajo tako dobro kot delavca, imaš kakšne druge odlike? Ne bi vedel, ne bi se vedel opisati, sem tako, sem kar delavec, no. Rad se potrudim na treningu, dam vse od sebe in to je to, ne. Mogoče nekaj več o tebi, si ves čas igral v Kopru, si ves čas igral na tej poziciji, na kateri igraš? Ja, ves čas sem igral na centralnem branilcu. Ko je bila pa potreba, sem igral tudi na boku, ne. 4 v liniji, zadaj desno, tako da mislim, te 2 pozicije mislim, da bi lahko odigral dokaj dobro, ne. Ves čas v Kopru? Tvoja pot potekala? Ja, ves čas v Kopru. Kariero sem začel v Kopru, pa zdaj pa sem se pač odločil za neko spremembo, ne. Zato sem se tudi odločil za Maribor. Kaj ti manjka razen morja?
Za zdaj mi ne manjka nič. Ne. Zdaj kar uživam. V primerjavi z prejšnjo sredino, recimo, je tu kakšna razlika? Večina igralcev govori, da je NK Maribor najbolje organiziran klub v Sloveniji, to velja? Mislim, da ja. Kot organizacija je res zelo dobra in mislim, da se tudi zelo dobro dela na treningih. Ne. Je več, mislim, ne vem, ko bi rekel, je dosti več trenerjev kot v ostalih klubih. Dobro, jaz sem bil do zdaj samo v enem, tako da ne bi vedel kaj več povedati. Ne. Sam mislim, da je zelo dobro organiziran klub. Ne. Navijači Maribora te imajo tudi v neljubem spominu od tistega finala pokala pred nekaj leti, ko si zabil edini gol na tekmi. Kako se ti spominjaš tiste tekme in kakšni so vtisi od takrat? Ja, ne, takrat je bilo res lepo obdobje, sam tisto se zdaj tudi tisto ostane v spominu, ne, zdaj so drugi časi, ne, zdaj bom pa probal tle jih razveseliti, ne, na domačem stadionu. Kako bi si želel, da se te navijači spominjajo enkrat, ko boš zapustil NK Maribor? Ja, ne vem, v najboljši luči, ne, jaz upam. Upam, da jih bom zadovoljil, da bom dobro igral in da bomo pripeljali ta klub še do uspehov. Ne. Selektor slovenske reprezentance te je dal na tisti širši seznam za svetovno prvenstvo. Pričakuješ za kakšen poseben tretma tudi v klubu? Ne, to sigurno ne. Pa se je zgodilo, da sem imel dokaj dobro sezono, pa me je selektor opazil, sam to nič ne spremeni, ne. Jaz bom še vedno trdo delal in mislim, da ne bo popuščanje pri trenerjih ali kaj takega. Ne. Nekaj prejšnjih soigralcev je že prej prišlo v Maribor, recimo Mertel, tudi Plut. So ostali isti? Ja, sigurno. Vsi so ostali isti. Še to je toliko boljše, ne, da se hitro vklopiš v to klapo. Kaj pričakuješ od teh prvih pripravljalnih tekem? Tukaj bosta verjetno z Anđelkovićem morala kaj hitro najti uigranost? Jaz upam, da ne bo problema. Ne. Jaz pa Siniša sva igrala tudi v mlajši reprezentanci, tako da mislim, da ne bomo imeli večjih težav. Ne. Čeprav so pripravljalne tekme, verjetno bomo bomo delali neke spremembe v ekipi, tako da se ne sme gledati lih samo te tekme. Ne. Mora se gledati prvenstvo in to je važno. Ne. Če uspel začutiti že kaj utrip mesta, spoznati mesto? Za zdaj še ne, ker res smo imeli treninge 2-krat na dan, utrujenost je prisotna in raje ne bi šel po mestu klatiti, da ne bi bile potem noge še težje. Hvala lepa. Prosim.